Lepo zdrav, drago moje šmarje, v spomladanski bioritenski jogi. In danes bi kot del teh naših majhnih razstrupljanj za jetra in žolčnik omenila še pitje vode. Namreč, kar 60 do 70% naše telesne teže predstavlja voda. In če si nekako še malo bolj schematično poskušamo predstavljati naše telo, je dejansko kot neka vreča, napolnjena z vodo, v kateri se odvijajo neki življenjski procesi. Za same fiziološke, se pravi naše osnovne potrebe, je potrebno dnevno popiti 2 do 3 litra vode. Zdaj, sama, če pijemo premalo, se lahko to kaže tudi kot v obliki glavobola, lahko se pospeši kak puls, suha usta, lahko se pojavi kot neka izguba apetita, kaka utrujenost. In seveda, še predno telo začne kazati te neke znake, da smo pili premalo, je seveda izredno pomembno, da redno pijemo vodo. Kar je izrednega, kar se meni zdi izredno fajn, da si, naprimer, tam, kjer smo pač na več, naprimer na kak kuhinjski pult, pripravimo vrček za vodo, ki pa mora zvečer, preden gremo spat, biti prazen. Tako da se res nekako spomnimo in čez dan ves čas pijemo vodo. Zdaj, jaz bi danes v našem praktičnem delu pa pokazala vaje za regeneracijo medvretenčnih diskov v naši hrbtenici, ker je tudi ta del izredno pomemben za zadostno količino pitja vode. Zdaj, sama naša hrbtenica je zgrajena iz kosti, to so vretence in med vretenci se nahajajo medvretenčni diski. Medvretenčni disk je kot nekakšen amortizer pritiskov v naši hrbtenici. Medvretenčni disk, zgradba, zgrajen je iz ovojčka, ki so bolj take kolagenska vlakna, in pa iz samega jedrca. Ja, tukaj je eno jedrce, kjer prikazuje tale modelček čez drizne jedrce in to se imenuje potem diskus hernia. Samo jedrce pa je taka želatinasta struktura in samo jedrce je zgrajeno kar iz 85% vode. Ja? In kar je pomembno za samo, tudi za našo hrbtenico, seveda je pomembna zadostna ta zunanja hidracija, se pravi, da zadosti pijemo, in pa gibanje. Na tak način se potem tudi ti naši diski lepo obnavljajo. In zdaj bom jaz pokazala vaje prav za medvretenčni disk, za regeneracijo, prehrano medvretenčnih diskov. Sedli se bomo zopet malo bolj na rob stola, ja? Roke boste dali kar takle na kolena in vaja se imenuje sključi, maksimalno poravnaj. Ja? Bomo šli sključi, kar brada do prsnice in maksimalno poravnaj. In gremo kar še z vratnim delom, da še fajn prehranimo tudi ti vratne diske, sključi, maksimalno poravnaj. In sključi, in bomo to kar nekaj časa izvajali to vajo in boste kar začutili, kako lepo počasi postaja v naši hrbtenici prijetno toplo. Ja? Prijetna toplota se začne ustvarjati in kar sključi, maksimalno poravnaj. In sključi, maksimalno poravnaj. In sključi, maksimalno. Vi še kar izvajate. Ja? Če si predstavljate pri tej vaji, kaj se dogaja, če je to medvretenčni disk, če je moja roka zgornji in spodnji del vretenca, ja? Delamo na ta način. Ja? Kaj se dogaja? To se pravi, stisnemo disk na eni strani in na drugi strani. Ja? In ko gremo. Ja? In na tak način vplivam, da iztisnem, ja? Nekaj odpadne snovi iz diska, in se potem usrka na drugi strani zopet v disk. Ja? In izdih, in vdih, in izdih, in vdih, in sključi, in maksimalno poravnaj, in sključi. In to vajo res dajte poskusiti tudi izvajati čim večkrat. Ja? Poskusite se res spomniti to, da lepo vplivamo na prehrano teh medvretenčnih struktur. Ja? Zdaj bomo še malo poglobili, gremo še z nogami malo bolj narazen in bomo šli tukaj sključi, fajn dol
In zopet maksimalno poravnaj. Ja? In tu. In maksimalno poravnaj. In tu. In maksimalno poravnaj. In še tu. In maksimalno poravnaj. In sprosti. In zdaj se poskusite res povezati svojo hrbtenico, dajte začutiti, kaj se dogaja. In to bi bilo za danes vse. Lepo se imejte, pijte zadosti količine vode in se vidimo drugi teden. Vse dobro.